pozdrav tudi mene. Jaz bom preskočila kakšen uvod, pa bom kar začela, zato da ne bom predolga. Tole je naša zaenkrat najstarejša fotografija, ki jo hranimo na arheološkem oddelku in ki zajema arheološko tematiko. Gre za 3 vložene sekire, ki so bile najdene na Ljubljanskem barju 20 let pred odkritji teh znanih Dežmanovih križišč. To je pa fotografija, ki jo je muzej dobil v dar od Friderika Simonija, dunajskega geografa, raziskovalca Alp in pa tudi fotografa. Zdaj, kako je ta fotografija prišla, zakaj je on fotografiral predmete iz Ljubljane, ne vemo čisto dobro, ampak verjetno je šlo za to, da je on na enem od svojih obiskov v Ljubljani obiskal deželni muzej, Dežman, takrat ni pusto svoje te sekire se da pokazal, ker je zelo kazal sem obiskovalcem, ki so začeli nakazovali, da se verjetno na barju res lahko nahajajo neka najdišča povezana s polišči. Simon je verjetno te sekire fotografiral in potem povečave, gre za 3 enake fotografije, ravno 3 fotografije enake, je potem on poslal Dežmanu v Ljubljano. 2 takšni fotografiji se nahajata potem tudi v Narodoslovnem muzeju na Dunaju, v Simonjevi zapuščini, ampak tudi tam te varke zapuščine žal ne morajo potrditi, da je res on avtor. Je pa to zelo verjetno, da je res. Naslednji 2 fotografiji ravno tako prikazujeta najdbe z Ljubljanskega barja, tokrat pa že gre za Dežmanove najdbe. In sicer jih lahko te 2 fotografiji povežemo z enim zanimivim dogodkom leta 1883 ob 600. letnici priključitve Kranjske Habsburški monarhiji, so v Ljubljani potekale razne proslave, ceremonije, dogodki in seveda Ljubljano obiskal tudi sam cesar. 14. julija je cesar sodeloval pri ceremonijah ob polaganju temeljnega kamna za nov deželni muzej v Trifinu. En dan prej je obiskal veliko deželno razstavo, ki so postavili stavke realke, ki je pa prikazovala vse, kar Kranjska premore. Se pravi, razne ročne izdelke, vrtniške izdelke, industrijske izdelke in pa seveda bogato kranjsko zgodovino, kjer je pa sodeloval deželni muzej z vsemi svojimi najbolj imenitnimi artefakti. Katalog, ki je šel v tej razstavi, razstava je bila zanimljena, tudi časopisi so ogromno razstali. Katalog v nemščini je bil zelo natančen in glede na te opise v katalogu lahko ti 2 fotografiji povežemo prav s tem dogodkom. Se prav prikazujeta 2 vitrini, ki sta bili takrat razstavljeni v realki. No, danes smo ga že nekajkrat omenili, Benedikt Lerget-Horvat je 1888, ko je Dežman postavil svojo prvo razstavo v novem Rudolfinem muzeju, je fotografiral te table, kot jim rečemo muzealci, arheologi, z našitimi predmeti. Te table so potem postavljali v vitrine. Zgleda, da je Dežman postavil razstavo, Lerget-Horvat v muzeju je fotografiral te table in potem jih je pa Dežman postavil v vitrine. Te Lerget-Horvatove fotografije so bile potem nalepljene na kartone, opremljene z podnapisi na voljo obiskovalcem v nakup za spomin. No, zdaj smo pa pri prvih najstarejših, zdaj najstarejših negativnih. Prej je šlo samo za fotografije, brez okrajenih negativov. Alfons Milner, takrat v Bustos, je leta 1900 objavil veliko monografijo, v kateri je predstavil fotografsko monografijo, v kateri je predstavil najbolj značilne kritične predmete, ki jih hrani deželni muzej. Za to delo fotografiranja je najel Ivana Kotarja, ki je v teh 2 letih, 1899-1900, izdelal 57 odličnih posnetkov. Gre za negative na steklu, rekla sem 57 jih je, so v formatu 18x24 in so vsi ohranjeni v naši fototeki.
No, ko govorimo o arheološki fotografiji, seveda ne moramo mimo Rajka Ložarja. Ložar je bil kustos arheolog in potem kasneje bil tudi ravnatelj Etnografskega muzeja. Ložar se je mogoče prvi zavedal, kako pomembna je fotografska dokumentacija v muzeju in tudi na terenu. On ima svoj fotoaparat, njegovi posnetki v glavnem so na steklih ploščah 9x12, na filmih in večji formati. On je potem resno fotografiral svoje terenske raziskave, dokumentiral je muzejske predmete, dokumentiral je akcesijo, nove pridobitve, predmete za kartotečne liste in pa tudi muzejske interierje in pa delo v muzeju. On je v bistvu tudi edini, ki je svoje posnetke zelo skrbno evidentiral, tako da z njegovo zapuščino v bistvu, kar se podatkov tiče, nimamo kakšnih večjih problemov. On je to vse skrbno zabeležil, opisal inventarne številke predmetov in vajanje fotografijo. Še en sklop moramo omeniti, in sicer leta 1943, po kapitulaciji Italije, je v Ljubljani vladal strah pred zračnimi napadi. Takrat so iz konzervatorskega urada v Celovcu kazali, da je treba v muzeju vse spet podpreti in izhraniti v zapomnišča. Poleg tega, kar je zanimivo, ker je ta ukaz vseboval tudi navodilo, da je treba vse predmete fotografirati. To je seveda ogromno delo, takrat so to najeli Cirila Dema, ki je v zelo kratkem času naredil ogromno posnetkov razstave. Seveda večje predmete je fotografiral posamezno, manjše pa seveda niso mogli vsega predmeta posebej slikati, tako da so slikali cele table, to, ki sem že prej Reber pokazala. Fino je pa to, da so označili vsako tablo z takimi listki, na njih pa pišejo take šifre, ki pomenijo številka dvorane, številka omaje, številka vitrine oziroma table. Prav, da imamo mi s temi delovnimi posnetki en krasen pogled v to, kako je in kaj je bilo na razstavi pred in po svetovno vojno in pa med samo vojno. Zdaj, vsi te posnetki, ki sem jih malo predstavila, zdaj je še veliko več, niso bili nikoli v sodobnem času evidentirani. Začeli so jih v bistvu popisovati še za časa ravnatelja Josipa Mala, ampak ti popisi so gledali, kot vidite, zelo žalostno. Očitno tudi človek, ki je to popisoval, ni točno vedel sploh, kaj dela in kaj gleda, tako da te popisi za te najstarejše predmete so bili tako rekoč neuporabni. Po drugi svetovni vojni se je ta skupna muzejska fototeka razdelila med prirodoslovni muzej, etnografski muzej, v Narodnem muzeju in posamezne oddelke in vsak zase je potem začel te fotografije oziroma negative pisovati v svojih evidencah. Na arheološkem oddelku so to začeli delati nekje v 50-ih letih in tudi pri teh starih posnetkih, pri starih popisih se niso kaj dosti prizadevali in tudi niso vedeli, kaj prikazujejo oziroma uporabijo se samo kakšne druge podatke. Ko sem jaz povzela skrb nad Negoteko, sem se odločila, da bom na vseh teh številnih množičnih posnetkih poskusila identificirati, za katere predmete sploh gre. To delo je potekalo leta in počasi izgledali tako, da sem pač vzela na začetku fotokopijo, fotografije, potem kasneje so digitalizirane posnetke, sem šla v tako in sem vsak predmet primerjala s tem kadrjem fotografij. Zraven sem pa se dopisovala tudi vse, kar sem videla, da je recimo, da se ne ujemajo kakšne številke ali pa kakšne anomalije, ali pa da so predmeti zdaj slabše uporabni, slabše prepoznavanje ali pa karkoli. No, tako je nastala taka baza podatkov takšnih digitalnih zapisov. Seveda so vsi te podatki vnešeni tudi v
računalniške baze podatkov, tako da zdaj imate recimo številko negativov, tukaj in vrško vam vse inventarne številke, ki se pojavljajo na teh negativov, oziroma obratno iščete nek predmet, tipkate inventarno številko in dobite pač vse negative, kjer se ta predmet pojavi. To je bilo seveda zelo koristno, zato ker smo lahko prepoznali nekatere predmete, ki so že davno pogrešani, pa smo še zdaj ugotovili, da jih imamo fotografirane. Razreševali smo na podlagi takšne revizije negoteke tudi kakšne čisto arheološko-tehnične probleme, recimo tudi en primer iz Kranja, iz Lajka v Kranju, kjer so se tekom let pomešali drobne celote, se pravi, se videli točno te predmeti, so pri vrških drobovih. Te posnetki so nam potem pomagali z raznimi primerjavami pridati do, da smo zadeve pospravili, kot je bilo v začetku. Tukaj je en tak luškan primer, kako se da na podlagi stare fotografije razrešati kakšen tak muzejski problemček. V inventarni knjigi je kot inventarno številko P734 zavedeno eno železno bodalo v bronasti nožnici z bronastim glavičem. Tole, kar je zgoraj na levi fotografiji, se je ostanek tega bodala in nek glavič je bil nekje v bližini na novo inventariziran, tudi eno zelo višjo številko. Sumno se je ves čas, da je to ta glavič, ki paše k temu bodalu, ampak ni se dal reči dobro tega potrditi. Na starih fotografijah je tudi popolnoma jasno, se pravi, pojavijo posledki iz 1888 kaže celo bodalo z glavičem, Ložarjev posnetek kaže to isto tablo, tukaj vidimo, da se recimo razstava v 50 letih tako rekoč od Dežmana do Ložarja in tako rekoč nič premenila, vsaj ta vitrina. No, bodalo je tukaj že razpadlo, glavič je ostal našit še vedno na tabli, Ložar je potem to tablo zamenjal, spremenil vrsti red predmetov, druge predmete dal gor, glavič je ostal, bodalo razpadlo je šlo v depo in seveda ta podatek se je, da gre za skupni predmet, se je zgubil. Zdaj smo ga pa dobili nazaj. Tukaj bi rada še upozorila na en, tak mogoče malo nenavaden primer, ampak leta 1985 so iz zbirke Narodnega muzeja ukradli 45, pa smo že dokumentacija kraja predmetov je bila domnevna. Dokumentacija, ki je šla na policijo, je bila zelo skromna, ker niso imeli fotografij in tudi ne kakšnih dobrih fotografij in so še v glavnem samo razne risbe. Leta 2008 smo na podlagi teh mojih identifikacijskih negativov lahko obnovili Interpolovo bazo podatkov, s tem ne samo, da smo en predmet dali, ampak da smo lahko predmet iz večjih strani pokazali. Na podlagi tega so leta 2015 odkrili to najdragocenejši predmet iz te zbirke, to bronasto bodalo, ker je rok za pregon kaznivega dejanja že zastaral, smo morali dokazovati, da je to bodalo naše. Interpol je preiskavo ustavil, mi smo pa morali v bistvu si prizadevati, da smo bodalo spod dobili nazaj, ker je ta, ki je prodajal, bodalo ga je tako kreditivno. Mi smo takrat naredili z te naše dokumentacije 2 elaborata, kjer smo dokazovali lastništvo predmeta, izvor predmeta, predmet na razstavi in ves napor je vložila tudi slovenska diplomacija v Londonu, da smo potem leta 2018 to bodalo tudi srečno peljali nazaj v muzej. In tukaj pa samo še opozorilo, vsi se zavedamo, kako pomembna je muzejska dokumentacija, ampak fotografska dokumentacija, vsi ki hranimo kulturno dediščino se z njo ukvarjamo, včasih ne opozorim, je treba fotografirati predmete tudi v raznih drugih situacijah, ne samo kot dokument, kot predmet, tukaj pa z gledilcem, ampak fotografirajte ga v muzeju, na razstavi, v konzervaciji, ker prav s pomočjo takih posnetkov smo v bistvu dosegli, da je to bodalo prišlo nazaj v muzej. Hvala lepa, so počučili.